Hej, jaz imam eno zelo dobro novico. Zelo dobro. Vem, zakaj starši ne maramo ChatGPT-ja in drugih umetnih inteligenc. A vam povem odgovor? Zato, ker mi imamo to vgrajeno že vse kot standardno opremo. Mi starši smo najbolj pametna bitja na tem svetu. Mi vemo od trenutka, ko se rodi otrok, kaj bo iz njega nastalo. In mi ves čas vemo, kaj je za njega dober in kaj za njega ni dober. In ves čas vemo, katere izkušnje moramo vzeti ven iz njegovega življenja, da on ne bo trpel. Wow! In zakaj bi mi rabili ChatGPT? In zakaj bi ga naš otrok rabil? Vse on ima nas? Ne mene vprašaj, jaz si tako vse vem. Jaz mu vse lahko povem, kaj je za njega dober in kaj ni. No, in zaradi tega, ker je moj ego tako gromozanski in vse ve, začnemo potem otroku govoriti. Če boš tako delal, iz tebe nič ne bo. Ali pa ta, če se ne boš učil, boš pač postal klošar. Ali pa še hujša. Če boš tako razmišljal, te to ne bo nikamor pripeljalo. Uspešni in pametni ljudje ne razmišljajo na tak način. In še veliko drugih stavkov je. Dajte si malo zapisati, katere imate vi v glavi, vaš ChatGPT v zvezi z vašim otrokom. Tlele mi naletimo na zelo, zelo veliko past. Skratka, naš otrok je samo svoje avtentično bitje in šel bo svojo pot, zlepa ali pa zgrda. Lahko, da bo tudi na sred obupal, ampak tega si pa ne želimo. Noben od nas si ne želi, da naš otrok obupa. Jaz sem to že videla, obupane otroke, in vam povem, da ne želite obupanih otrok, ker ti otroci se potem ne borijo za nič več, niti zase, niti za svojo pot. Tako da, glejte, tlele smo mi na enem takem zelo tankem ledu. Skratka, vem, vi velikokrat rečete, če bi ta internet, ti telefoni, če bi to sranje izginilo z tega sveta, bi vsi bili spet srečni. Mogoče res, ampak dajmo malo za nazaj pomisliti, a smo res bili srečni, ko smo bili brez tega. To je ena stvar. Druga stvar je, če smo tako srečni brez tega, zakaj imate pa vi telefon? Zdaj me verjetno na telefonu gledate. Skratka, hočem vam reči to, kar imamo, ta trenutek je naša realnost in to ne bo zginilo. To je samo sporočilo, ki je sporočilo nam, ali bomo to sprejeli in radovedno raziskali in poznali in uporabljali za to, kar je dobro, ali bomo pa tudi mi starši začeli uporabljati razne ChatGPT-je, socialna omrežja za skrolanje, za to, da čist za vsako pasjo figo napišemo vprašanje tja noter. To ni namenjeno temu. To ni namenjeno temu. In tle nas otroci gledajo. Po eni strani skozi norimo, koliko je to škodljivo, koliko ni okej. Po drugi strani tudi mi odrasli zelo uporabljamo te stvari za neprave stvari. Kaj zdaj lahko naredimo? Kaj sploh lahko naredimo? Prva stvar je, da se vprašamo, kaj je pri tem dobrega in kaj je pri tem slabega. In ena stvar, ki je pri tem slaba, je, da mi dajemo otrokom, ki so še zelo majhni, že pri 1 letu ali pa še prej, telefone za to, da gor gledajo stvari. Zato, da imamo mir pri kosilu, recimo. Zadnjič sem videla v restavraciji, je bila ena družina, imeli so 2 otroka, eden je še sedel v unem otroškem stolčku, tam okrog 2 leti pa pol star, eden je bil star malo več, recimo 5-6 let. In ona dva sta imela v rokah telefone, zato da sta oči pa mami v miru jedla. In sta oba hranila ta 2 otroka. To se pravi, tudi ta velik otrok ni jedel sam. Jaz ne obsojam. Jaz mislim, da sigurno v zadnji je nek razlog za to. Ampak kar vam hočem reči je, da tudi tisti, ki se zdajle zgražate, pomislite, kolikrat
ste si kupili mir s temi napravami. Ne tako samo, da ste ga dali otroku, ampak tudi tako, da ste sami šli, ne vem, v WC ali pa nekam, pa skrulali, pa zgubljali čas, zato ker niste imeli več energije za nič drugega. Začne se pri nas samih, ne pri otrocih. To se pravi, to, da znamo mi sebe nadzorovati, da se znamo mi umiriti brez tega, da znamo še zmeri sedeti v tišini, da znamo še zmeri 3-krat globoko vdihati in začutiti svoje telo. Druga stvar je, da te naprave, ki zdaj prihajajo, imajo res ogromno, oziroma ne, ki prihajajo, ki so tukaj, imajo res ogromno enih informacij. In naši otroci iščejo odgovore na svoje vprašanja. In to pomeni, da mi, naša generacija, se bo mogla spremeniti v tem, da bomo mi začeli z našimi otroki govoriti o tabu temah. Tabu teme so spolnost, alkohol, droge, istospolnost, čustva. Ko smo bili mi majhni, so zmeraj rekli, sam delaj pa uč se, pa ti bo lepo v življenju. Ko smo jokali, se preveč smejali ali pa divjali, kaj so nam rekli? Umir se. Saj ni nič takega. To ni okej. Čustva so zelo pomemben del našega življenja. In ko se vi z vašimi otroki pogovarjate o čustvih, bojo vaši otroci to znali povedati, kdaj se ne počutijo dobro. Bojo začutili, kdaj jih je strah, kdaj so veseli, kdaj so razočarani, kdaj v sebi čutijo neko strast, nek drive, da bi nekaj radi naredili, premagali, karkoli. Samo to morajo znati. In če mi o tem ne govorimo, kaj je to strast, kaj je to strah, kaj je to razočaranje, ko se s prijateljem razideš, recimo. Potem bojo naši otroci enako naredili, kot vi. Ko bojo razočarani, ko bojo najstniki, bojo tudi nad nami razočarani, kaj bojo naredili? Vzeli bojo telefon in bodo tam iskali odgovore ali pa zabijali čas. In noben od nas si tega ne želi. Tako da, a veste, ko rečemo telefoni, internet, to ni samo to, da ti njemu to vzameš, da mu prepoveš, da mu na silo, da v bistvu jemlješ. Za kazen ti ga ne dam za en teden, to rečemo. To samo še bolj mika. To nas samo še bolj vleče. Zato eni otroci najdejo rešitve, pa imajo drug telefon pod posteljo. Skrit. Da jim ni treba se preveč fajtati z nami. Glejte, telefon mora postati nekaj, kar je v družini kot neka naprava, okrog katere ima družina navado. Ki ga ni skozi na mizi, ki ni skozi čak, kdaj bom sem pogledal. Skratka, nekaj, kar je lahko naš pripomoček, ne pa naš partner v žepu in otrokov partner v drugem žepu. Kolikrat ste mu že rekli, vzela ti ga bom za ne vem koliko cajt in pol niste zdržali, zaradi tega, ker vam je itak otrok toliko težil ali pa ga je nujno rabil za šolo ali pa, ne vem, zato da vas je s treninga poklical. Dajmo se nehati slepiti. Tudi s temi napravami bomo mi starši mogli začeti pri sebi in mogli se bomo izobraziti o tem, kako se pogovarjati z otroki o temah, ki niso prijetne teme, ker naši otroci nujno potrebujejo meje. A veste, ko ste bili majhni, pa so odrasli pili alkohol, pa ste prišli tja, pa ste rekli, jaz bi tudi to pil. Kaj so vam rekli? Ne, ker še nisi dovolj star. Pa so vam dali mogoče za povohati ali pa prst not namočiti, pa za probati. To je bil način, kako so nas spuščali v stik z nekimi nevarnimi stvarmi. Mi pa kar damo, naj izvoli in pol vzamemo, ne boš imel. Mislim, to res ni način, ki bi ohranjal zdrave odnose, bom tako rekla, v družini. Ohranjal zdrave odnose v družini. Koliko je to lepo slišati, a ne? A veste, zdrave, povezane, tudi razigrane, s humorjem. Ne samo z dolgimi obrazi, večnim prepiranjem, razočaranjem, nemočjo staršev in tako naprej. Veliko bi še lahko naštevala. Tako da, midva z Albertom imava 15. julija
okrepčevalnico za starše o telefonih in internetu in kaj se skriva za tem. Tako da kliknite spodaj, v opisu je povezava. Hkrati vam pa povem, da je ta okrepčevalnica za starše anonimna za vas in da vi lahko vnaprej postavite vprašanje in na tej okrepčevalnici bova midva na to vprašanje odgovorila. To je tako res ena vrhunska zadeva. Vsak mesec imava okrepčevalnico, vsak mesec na drugo temo in imava zelo, zelo lepe odzive staršev. Jaz verjamem, da se vsi zavedamo te odgovornosti do sebe in do tega, da nočemo, da nam ene stvari se to korinajo v življenje, da dejansko ne bomo več prepoznali, kdo smo, kaj razmišljamo in kaj so naše strasti. In mislim, da še manj pa to želimo našim otrokom. Tako da, imejte se fajn, se vidimo na okrepčevalnici in v naslednjem videu. Čau!